Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v spremstvu župana občine Cerkvenjak Marjana Žmavca. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na osrednji prireditvi 20. občinskega praznika občine Cerkvenjak. V veliko čast nam je, da lahko med nami pozdravimo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Verjamem, da ste v slišanem uživali in verjamem, da bo vzdušje zdaj bolj sproščeno, kajti ne zgodi se prav pogosto, da je v naši občini, v tej dvorani prisoten predsednik Republike Slovenije. Veste, v zadnjih dneh je bilo veliko nervoze, veliko panike. Govorilo se je, predsednik pride, vse mora biti pošlihtano. Fajn, da pride, saj je vendar naš predsednik in prav je, da pride tudi med nas. Ker je danes za občino Cerkvenjak nadvse pomemben praznik, vabim k nagovoru župana občine Cerkvenjak, gospoda Marjana Žmavca. Spoštovani predsednik Republike, gospod Borut Pahor, dobrodošli pri nas v naši občini. Prav te dni mineva 20 let od odločitve za ustanovitev samostojne občine Cerkvenjak. Za samostojno občino se na referendumu 22. junija 1998 glasovalo 74,88% voljivcev, ki so se referenduma udeležili. To je bil rojstni dan občine Cerkvenjak in zgodovinska prelomnica bodočega razvoja. Pot do te odločitve pa seveda ni bila lahka, saj je bilo potrebno veliko prepričevanja in dokazovanja na lokalni in državni ravni o nujnosti takšne samostojne poti ter odcepitve od velike občine Lenart. Zeleno luč za to odločitev je dal Državni zbor Republike Slovenije dne 27. septembra 1997, ko je izdal sklep o nadaljevanju postopkov za ustanovitev občine Cerkvenjak ter določitev njenega območja. Cerkvenjačani smo ponosni na svojo preteklost in samostojno občino, ki jo že 20 let skupaj in v sobivanju razvijamo na gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem, športnem in družabno-društvenem področju, na kar smo seveda zelo ponosni. Spoštovane občanke in občani Cerkvenjaka, spoštovani predsednik Republike, gospod Borut Pahor, ob 20. občinskem prazniku torej iskreno čestitam našim občanom in občankam, hkrati pa državljanom Republike Slovenije in seveda, kot sem že omenil, danes predsotnim predsednikom, čestitam ob 27. letnici naše države, torej Republike Slovenije, ter se vam zahvaljujem za vaš obisk v naši občini. Seveda, ker pa pogosto nimamo prilike, da med nami gostimo predsednika Republike, bi ga zdaj za minutko povabil k meni na oder, da mu simbolno izročimo našo publikacijo, ki smo izdali pred dnevi, in pa tudi spominski grb naše občine. Iskrena hvala županu občine Cerkvenjak Marjanu Žmavcu za besede nagovora. Danes je poseben dan, praznujemo 20. občinski praznik, ki priča o pravilnosti in pa o pravi prehojeni poti. Zato bi želeli na oder povabiti prvega župana občine Cerkvenjak, gospoda Jožeta Kranarja. Gospod prvi župan, hvala lepa, da ste orali ledino naše občine in da tudi nekako zdaj še nam stojite v strani in pričakujem še tudi to v bodoče. Hvala lepa.
Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanec, obema skupaj prav lep pozdrav. In seveda lep pozdrav vsem gostom, mojim prijateljem, domačinom, danes tukaj v dvorani. Jaz bi se ob tej priliki zahvalil vsem cerkvenjačanom, tako enotni, kot smo bili takrat, nismo bili še nikoli poprej in tudi upam, da je ta enotnost ostala, saj to se vidi po dosežkih, po izgradnji našega cerkvenjaka. Slišali ste besede nagovora dolgoletnega župana občine Cerkvenjak, gospoda Jožeta Kranerja, ki je občino vodil 12 let. Hvala lepa tudi gospodu Marjanu Žmavcu za besede nagovora. Gospe in gospodje, danes se bo veliko slišalo o občini Cerkvenjak, pa ne zato, ker praznujemo 20. občinski praznik, pač pa zato, ker je v naši sredi predsednik republike. Kot sem že dejal prejle, ne zgodi se pogosto, da imamo tako veliko čast. Zato zdajle z veseljem in ponosom besedi vabim slavnostnega govornika, predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Spoštovani gospod župan, gospod poslanec, drugi visoki gostje, gospe in gospodje, sprejmite najprej, spoštovani gospod župan, občanke in občani, moje najbolj prisrčne in iskrene čestitke ob vašem prazniku, zlasti, ker je to jubilejni praznik. Gospod župan, hvaležen sem vam, da ste se odločili, da me ob tej priložnosti povabite medse. Voditelj je dejal, da je to skoraj nek privilegij zame zagotovo. Lahko skoraj da brez sence dvoma rečemo, da je bila odločitev države o takem razvoju lokalne samouprave, kot smo ji zdaj priča, o tem, da damo ljudem možnosti, da po svojih presojah in vzgibih odločajo o mejah lastne občine, dobra odločitev. V Sloveniji, na podeželju, kjer živi skoraj polovica našega prebivalstva, je kakovost življenja skoraj da enako visoka kot v urbanih naseljih. To se mi zdi zelo dragoceno, ker ne govori samo o nekaterih demografskih ali gospodarskih kazalcih, ampak govori o identiteti naše dežele. Slovenija je majhna dežela, geografsko gledano. Zato je tako zelo pomembno, da je naseljena, kolikor je mogoče, povsod. In da se, kjerkoli se živi, živi približno enako dobro. Da imajo naši otroci, ne glede na to, ali prihajajo iz urbanega ali iz podeželskega dela naše domovine, približno enake možnosti. Da bodo imeli kvalitetno šolanje, da bodo imeli urejeno infrastrukturo, da bodo imeli možnosti za njihov intelektualni, za njihov razvoj in razvoj vseh njihovih talentov. V tem smislu, spoštovani gospod župan, ta jubilej vaše občine in veselje ljudi, ki smo bili priča pred dvorano, jaz se opravičujem, smo zamujali za kakšno minuto, ker sem menil, da mora vse ta gneča ljudi še priti v dvorano, pa sem potem videl, da je dvorana že polna. To prav gotovo odraža neko iskreno veselje vaših občank in občanov. Drži? Drži. Upravičeno. Na koncu koncev, ko pride nekdo, ki je gost v vašo občino, je osupel od lepote in urejenosti vaših krajev. Vse to je razlog, da in za veseljem in za ponosom praznujete 20. obletnico. Lepo ste rekli, gospod župan, da praznuje tudi naša domovina. Mi bomo praznovali 27. rojstni dan, imamo mlado državo, kolikor bomo Slovenci močni, kolikor bomo Slovenci povezani, tudi kot državljanke in državljani, kolikor bomo čutili pripadnost tej državi in domovini in jo skupaj negovali, toliko bomo našim otrokom, tudi mi kot starši in stari starši, zagotovili njihovo prihodnost. Ne rečem samo eno stvar. Mi ne vemo, kaj se bo zgodilo. Nihče od nas, ne župan, ne prvi župan, ne jaz, nihče od vas ne ve, kaj se bo zgodilo. Tega uvida v prihodnost ljudje nimamo. Imamo neko izkušnjo iz preteklosti in lahko iz tega nekaj slutimo. Ampak eno stvar pa vemo. Vemo, da ko smo bili Slovenci razklani, smo plačali visoko ceno. Še desetletja kasneje. In ko smo bili enotni, ni treba, da smo vselej enako enotni, smo uspeli in smo zavarovali sanje naših lastnih otrok.
In zato gre zdaj pri proslavi občinskega praznika tukaj pri vas, ko gledate v prihodnost cerkvenjaka, in gre pri naši državi in domovini, ko gledamo v prihodnost naše države. Če in kolikor se bomo med seboj pogovarjali, kolikor bomo iskali skupne lastnosti, toliko bolj bomo lahko gledali na prihodnost z upanjem in ne strahom. Ob obletnici ustanovitve naše države, sicer ob 400-letnici, sem se odločil, da bom tistim posameznikom, gospod župana, se mi lahko pridružite na odru, prosim, da bom tistim posameznikom in ustanovam v domovini, v diaspori, ki ste pomembni za to, da se trudite ohranjati med tisto, kar nam je skupnega. Da se trudite, ne glede na razlike, ki so med nami, to skupnost povezovati v eno močno, aktivno, samozavestno, ponosno, trdoživo, živahno skupnost. Da bom vsem tistim, ki se trudite delati za to, da je Slovenija boljša družba, boljša država, da nas, kot sem rekel, prevevajo upanja in ne strahovi. Se odločil podariti naš simbol, slovensko zastavo, simbol enotnosti. Vi ste nekaj rekli o tem, župan, v vašem govoru. Redke so zgodovinske potrebe, ko v cerkvenjaku, kot ob odločitvi za samostojno občino ali kot ob razglasitvi naše države, okoliščine terjajo, da smo enotni. Hvala Bogu so to redke okoliščine in Bog daj, da bi vedno, ko bi nastale, bili enotni, nikoli razklani več. Ampak sodelovati pa moramo v vsakem primeru. Tisti, ki delate na tem, ki se trudite za to, da prevlada sodelovanje nad zamerami in nad zaprtimi vrati. Tem ob taki priložnosti izročim to protokolarno priznanje. To je izraz moje hvaležnosti, hvaležnosti države in ljudi, ki jim jih je čast predstavljati. In to vam, gospod župan, izročam vam in tudi vašim občankam in občanom, kot rečeno, kot izraz hvaležnosti za željami, da bi tudi tako uspešno naprej vodili občino. Iskrene čestitke. Za besede slovesnega nagovora se zahvaljujem predsedniku Republike Slovenije, Borutu Pahorju. Spoštovani gospod predsednik, kadarkoli boste prišli v našo občino, tako kot predsednik Republike ali pa kot rekreativec tekač, vedno boste lepo sprejeti, prijazno pogoščeni. Tukaj živimo prijazni, dobri, pošteni, delovni ljudje in, če se lahko izrazim po prleško, v kuper držimo. Lepa je moja dežela, lepa od muke. Domovina, daj mi roko, ne beži, ostani pri meni. Nihče ne ljubi domovine, ker je velika, temveč, ker je njegova. Prav v teh usodnih dneh bi morali nositi vsi srca v dlaneh. Slovenec biti ni drugega, kakor slovensko misliti, slovensko peti in govoriti. V nadaljevanju bomo podelili priznanje za odličen uspeh v času osnovnošolskega izobraževanja diplomantom, ki so šolanje zaključili z odliko, in priznanja župana ter najvišja občinska priznanja. Županovo petico župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc podeljuje za izjemne dosežke v času osnovnošolskega izobraževanja Jaki Govediču. Denarno nagrado za opravljen enoviti magistrski študijski program Splošna medicina Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in pridobljeni strokovni naziv doktorica medicine prejme Tina Porgaj Gorc. Denarno nagrado za opravljeno diplomo na visokošolskem strokovnem študijskem programu Fakultete za strojništvo in pridobljeni strokovni naziv diplomirani inženir strojništva prejme Rok Lovrenčič. Denarno nagrado za opravljeno diplomo na univerzitetnem študijskem programu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in pridobljeni strokovni naslov diplomirana inženirka kemijske tehnologije prejme Amadeja Kokol.
Denarno nagrado za opravljeno diplomo na višješolskem strokovnem študijskem programu Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru ter pridobljeni strokovni naziv organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu prejme diplomantka Martina Breznik. Denarno nagrado za opravljeno diplomo na višješolskem študijskem programu Višje strokovne šole Tehniškega šolskega centra Maribor in pridobljen strokovni naziv inženir strojništva prejme diplomant Marijo Nedeljko. In kot slednja, denarno nagrado za opravljeno diplomo na študijskem programu prve stopnje Fakulteto za dizajn in pridobljen strokovni naziv diplomirana dizajnerka prejme Julija Divjak, ki se je danes opravičila in po nagrado prevzela naknadno. Zdaj le ponovno naprošam župana občine Cerkvenjak, gospoda Marjana Žmavca, da pristopi in da podeli naslednja priznanja, tako imenovana županova priznanja ob osrednjem občinskem prazniku. Za uspešno in dolgoletno vodenje prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak in sodelovanje z občino prejme priznanje župana Peter Šafarič. Priznanje župana občine Cerkvenjak prejme tudi športno-turistično društvo Smolinci Župetinci za 10 let uspešnega delovanja društva in dolgoletno sodelovanje na povorkah starih običajev in navad v občini Cerkvenjak. Priznanje župana prejme tudi območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lenart za dolgoletno uspešno sodelovanje z občino Cerkvenjak in v zahvalo za postavitev obeležja v počastitev osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Drage gospe, spoštovani gospodje, spoštovani gospod predsednik Borut Pahor, v nadaljevanju bomo podelili najvišja občinska priznanja občine Cerkvenjak ob 20-letnici delovanja. Zahvalo občine Cerkvenjak za večletno prostovoljno delo in dosežke na področju društvenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj in prepoznavnost občine Cerkvenjak, se podeljuje Brigiti Kuri. Gospa Brigita Kuri se je včlanila v društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, že zelo mlada, in bila v oporo članicam in upravnemu odboru, saj je bila 2 mandata vzorna in zanesljiva blagajničarka društva. Aktivno sodeluje na razstavah in ki jih pripravlja društvo, ki nikoli ne manjka njenih izdelkov, ki dajo razstavi poseben čar in pečat. Svojim nesebičnim delom pomaga ohranjati domače jedi in veliko prispeva k razvoju društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, kot tudi k prepoznavnosti občine. Je tudi aktivna članica kulturnega društva Cerkvenjak, kjer je dolga leta plesalka v folklorni skupini. Tudi doma skrbi za urejenost okolja, za kar je prejela zlato vrtnico Hortikulturnega društva Maribor in priznanje Turističnega društva Cerkvenjak. Plaketo občine Cerkvenjak za uspehe na področju turizma, kakovost ter tržno zanimivost storitev in dosežke, ki so pomembni za razvoj in prepoznavnost občine Cerkvenjak, prejme Izletniška kmetija Breznik. Izletniška kmetija Breznik že 12 let uspešno deluje na področju gostinsko-turistične ponudbe v občini Cerkvenjak. V vseh teh letih so se ustvarili dober vtis pri svojih gostih, ki se k njim vedno radi vračajo.
Prepoznavni so po domači, zelo skrbno pripravljeni hrani in lastnih vinih, ki jih negujejo v unikatni kleti, kjer obzidani majoliki iz slovensko-goriškega Pnenca po zamisleni izvedbi gospodarja Damjana Breznika pripravljajo tudi degustacije vin. Svojim profesionalnim odnosom do dela in pestro ponudbo so si zagotovili številne goste iz Slovenije in tujine. Izletniška kmetija Breznik podpira tudi delovanje domačih društev ter skrbi za promocijo občine Cerkvenjak. Zato prejme plaketo občine Cerkvenjak. Srebrni grb občine Cerkvenjak prejme gospa Frančiška Omolec. Dovolite, da preberem še obrazložitev. Frančiška Omolec je odprta, topla in prijazna članica Društva upokojencev Cerkvenjak že od leta 1997. Prva leta je bila članica upravnega odbora in po 2 letih članstva prevzela delo blagajničarke, kar še danes zanesljivo in vestno upravlja. Je tudi aktivna v pevskem zboru Društva upokojencev Cerkvenjak in poverjenica na terenu, kjer je zaradi svoje odgovornosti do dela in prijaznosti zelo priljubljena. Za svoje delo je prejela že številna priznanja in pohvale društva. Je tudi aktivna članica prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak, kjer je dolga leta bila tudi članica ženske desetine, ki so na tekmovanjih zastopale prostovoljno gasilsko društvo Cerkvenjak. Za zelo pomembne dosežke na področju društvenega dela, družbenih dejavnosti in prostovoljstva, kakor tudi pri prepoznavnosti kraja, se ji podeljuje srebrni grb občine Cerkvenjak. Srebrni grb občine Cerkvenjak pa za zelo pomembne dosežke na področju društvenega dela, družbenih dejavnosti in prostovoljstva, kakor tudi pri prepoznavnosti kraja, prejme gospod Marjan Zorko. Obrazložitev za srebrni grb občine Cerkvenjak je naslednja. Marjan Zorko je aktiven član Rdečega križa Cerkvenjak že 35 let. 11 let prostovoljno deluje v župnijski Karitas ter je aktiven v cerkvenem svetu župnije svetega Antona. Že več kot 20 let je predsednik krvodajalcev in veliko svojega prostega časa nameni organizaciji krvodajalskih akcij v občini. Aktivno deluje pri vseh aktivnostih Rdečega križa Cerkvenjak kot aktivist na terenu, kar potrjuje vsa njegova leta delovanja. Svoj čas nameni tudi humanitarnemu delu v župnijski Karitas in verskemu namenu, ker je v zadnjem obdobju tudi mežnar in ključar. Naše občane pa slovensko zastavo pospremi na njihovi zadnji poti. Marjan Zorko je tudi aktiven član Društva upokojencev Cerkvenjak, Turističnega društva Cerkvenjak ter Čebelarskega društva Ivan Jurančič. Za svojo nesebično prostovoljno delo je prejel že zahvalo občine Cerkvenjak, priznanje župana občine Cerkvenjak ter priznanje predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za dolgoletno plemenito delo ter velik prispevek na področju krvodajalstva. Iskrene čestitke vsem dobitnikom najvišjih občinskih priznanj ob 20. prazniku občine Cerkvenjak. Hvala lepa za glasbeno spremljavo Klari Grdja in hvala lepa županu in pa predsedniku komisije za priznanje za podeljena priznanja. Slovensko-goriški glasovi je skupina mladih fantov, ki odlično pojejo. Pod vodstvom Andreja Poliča nam bodo zapeli pesem Gustava Ipavca Slovenecem. Slovenecem, 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 jaz ljubim očetnjavo. V nadaljevanju si boste lahko v avli šole ogledali razstavo z naslovom Kulinarika in vina, ki je pripravljena za to, da si izdelke pogledate in jih tudi poizkusite. Vsem vam, ki ste prišli, iskrena hvala, sicer pa naj vas v imenu občine Cerkvenjak povabim v športno-rekreacijski center. Do tja bo vozil brezplačno vlakec Beno Express,
kajti v Cerkvenjaku pogosto ne vozijo vlaki, danes pa je poseben praznik tudi zato, ker je med nami predsednik republike in smo si privoščili tudi vlak. Spoštovane in spoštovani, želim vam lepo nadaljevanje in pa prijetno druženje. Iskreno čestitam vsem dobitnikom občinskih priznanj in seveda želim, da bi tudi v prihodnje zavestjo, voljo in zmožnostjo sodelovanja dosegali skupne uspehe.